Živijo cerkev. Zami želim podeliti 3 stvari, za katere sem hvaležen. Sicer eno za preteklo leto, eno za ta zadnji teden in eno za danes. Za preteklo leto moram res reči, da sem hvaležen za poletje. Še marca ali pa aprila nismo vedeli, ali bomo sploh lahko kam šli, ali se bo kaj dogajalo, ali bomo mogli biti ves čas doma. Ampak mislim, da lahko rečem vsaj zame, da se je Bog res izkazal kot zelo milosten in da je bilo to poletje eno bolj posebnih v zadnjih letih. Ne samo, da sem lahko šel z družino na morje in da smo imeli tabore, tako kot vsako leto, ampak v mesecu avgustu in aprilu lahko res rečem, da sem doživel skupnost v tem pravem pomenu besede. In sicer z mladimi iz naše cerkve smo res imeli toliko druženj, preučevali smo svetopismo in se pogovarjali o Bogu in to je bilo res samo neverjetno. Druga stvar, ki jo želim deliti, je za ta pretekli teden in sicer sem res hvaležen, da sem lahko v soboto po 4 tednih spet šel domov in videl svojo družino in smo imeli res lep čas skupaj. Sem bil na kosilu in potem smo šli na sprehod in tako je bilo samo zelo luštno. In pa za danes pa samo želim reči, da sem res hvaležen za lepo vreme, zato ker sem po dolgem času spet lahko šel v Ljubljani na sprehod, se malo naužil svežega zraka, da nisem skozi samo zaprt doma, sploh zdaj, ko so vsi ti ukrepi v veljavi. Lepo vas pozdravljam in komaj čakam, da se spet vidimo. Ja, meni se zdi, da sem v zadnjem času blazno lahko dobro videl, kaj to pomeni, ko Bog v Svetem pismu pravi, išči za najprej moje kraljestvo in vse ostalo me bo navrženo. Ker tako iskreno v teh časih zdaj je to tako res še posebej vidno. Saj jaz sem to ful opazil in veliko molil glede tega, čez celo leto že in je noro, kako Bog odgovarja, v bistvu kaže, da je točno tako, kot je on rekel. Da najprej iščemo njegovo kraljestvo, kako njemu služiti in ne rabimo skrbeti za to, kako bomo preživeli iz dneva v dan, ker on poskrbi za nas. In ko sem molil in pol videl vsa tega, sem res tako, Bog, kolikrat v bistvu pozabim na to in mislim, kako moram jaz svoje življenje držati po koncu, skrbeti za to, da ne bo propadlo, ampak in pol v bistvu vsem tem, ko razmišljam, kako bom jaz, prešel, skozi krizo, ko recimo ni dosti dela in tega, kako bom jaz preživel, pa sem tako, saj ima Bog vse pripravljen zame. Konec sem že pripravljen dom zame v nebesih. Kako lahko jaz služim njemu na prvi točki. In se mi zdi, da mi je to ful pomagalo pri vseh stvareh, ki so se zgodile do zdaj, v povezovanju z novimi ljudmi, kjer se je pač dalo, dobro, zdaj smo spet zaprti doma, ampak tudi v tem času sem hvaležen, še vedno lahko delam in uporabljam darove, ki mi jih je dal na tak in drugačen način. Zdaj tudi sem trenutno v studiu in delam projekte slavilne glasbe. Kaj bi si lahko še želel v bistvu. Zato sem hvaležen in hvaležen sem tudi za ves mir, ki ga daje v vsej situaciji, ker imam priliko videti v moji družini, da se tudi moja družina vedno bolj obrača k njemu vsak dan in je to noro spodbudno. Videti, kako Bog deluje non-stop, spreminja srca in še enkrat, kaj pomeni na prvi točki, ko nas uči, kaj pomeni na prvi točki iskati njegovo kraljestvo, njegovo ljubezen, njegovo vodstvo. Konec koncev je naš oče. In nanj se lahko zanesemo vsako sekundo. In to je toliko spodbudno, da bi najraješ kar vriskal zaradi tega. Zdaj, če bi znal, sam ne znam, tako da rajš ne bom, ker se ne bo slišal dobro. Ampak Bog je car. Bog je vreden vse slave. Njemu slava. Lepo pozdravljeni vsi na ta lep nedeljski dan. Danes se bomo pridružili številnim kristjanom po svetu, ki bodo v teh dneh praznovali dan zahvale. Praznik ima v različnih državah različne začetke, vendar ga poznamo že iz 15. stoletja, kjer so ga začeli praznovati iz različnih razlogov. Ponekod zato, ker je njihov kralj dobil vojno,
Ponekod zato, ker so preživeli težko zimo, ponekod zato, ker so želeli počastiti Boga, ki so ga v tistem času poznali. Danes mi želimo počastiti našega nebeškega Očeta in se pridružiti vsem kristjanom v Združenih državah Amerike, Braziliji, na Japonskem, v Kanadi in še drugod. Želimo si vzeti trenutek in razmisliti, kaj vse dobrega nam je Bog storil v tem letu. Danes ne bomo razmišljali o slabih, težkih stvarih, ampak o tistem lepem, kar prejemamo vsak dan. Božja beseda nas nenehno spominja na to, da smo hvaležni in da to hvaležnost izražamo. In tudi danes bo trenutek, ko bomo to hvaležnost lahko izrazili eden drugemu in Bogu. V Svetem pismu poznamo ta praznik kot žetveni praznik. In v vseh Mojzesovih knjigah najdemo Božje zapovedi in Boga, ki opominja svoj narod. Zahvaljujte se mi za dobrote, ki vam jih dajem. In posebno v tem tednu se me je dotaknila vrstica iz 5. Mojzesove 23. poglavja, ko Bog celo pravi in naroča: a ne prikažite se mi praznih rok. Ne prihajajte praznih rok pred moje obličje. Vem, veliko vas boste rekli: to je stara zaveza. Tudi sama sem o tem razmišljala. Ampak v novi zavezi sem našla še večji razlog za hvaležnost, za veselje in še večji razlog, da ne prihajam pred Boga praznih rok. Kajti v novi zavezi najdem največji dar, ki ga je Bog dal zame in zate, a to je njegov sin. In to v meni povzroča veliko hvaležnost. In da hvaležnost, ne samo o njej govorim, da jo želim tudi izkazati, morajo biti prisotne in sodelovati tudi moje roke. A o tem morda na koncu današnjega srečanja. Sedaj pa nas vse vabim, da najprej prisluhnemo Božji besedi. Danes želim govoriti na temo biti hvaležen tudi v težkih okoliščinah. To ni lahko, a ne? Verjamem, da ni lahko, vendar je možno. Podlago za današnjo pridigo bomo našli v Evangeliju po Luku, 17. poglavju od 11. do 19. vrstice. Božja beseda nam pravi takole: ko je potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo. Ko je prispel v neko vas, mu je prišlo naproti 10 gobavih mož. Oddaleč so se ustavili in na ves glas govorili: Jezus, učenik, usmili se nas. Ko jih je zagledal, jim je rekel: pojdite in pokažite se duhovnikom. In med potjo so bili očiščeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval. In ta je bil Samarjan. Jezus pa je odgovoril: mar ni bilo 10 očiščenih? Kje pa je onih 9? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga razen tega tujca? In rekel mu je: vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila. Predstavljamo si teh 10 mož, ki so zboleli za najhujšo boleznijo tistega časa. Sveto pismo govori, da so s to strašno boleznijo zbolevali kralji, veliki voščaki, duhovniki, preroki, možje in žene. Otroci, ne glede na položaj
izobrazbo, status. V našem primeru nam Sveto pismo ne izda niti njihovih imen, niti ne govori o njihovem delu oziroma poklicu. Morda so bili nekateri samski, drugi poročeni in taki, ki so imeli svoje otroke. Še včeraj so sanjali o tem, kako bodo zgradili večjo hišo, kako bodo skupaj s prijatelji šli na ribolov ali popravili mizo, ki je že nekaj časa pokvarjena. Morda so nekateri med njimi sanjali o svoji zaročenki in poroki. Morda je eden od njih ravno razmišljal, da jo bo danes zaprosil za roko. In mu je nekaj časa nekako se izmikalo, vendar v srce mu je gorelo, njo si želim imeti za svojo izvoljenko. Verjamem, da je imel vsak od njih svoje plane, svoje sanje, pričakovanja in želje. A poglejte jih danes. Lišaji, ki so se najpogosteje začenjali kazati na njihovih vekah, na obrazu, na laseh in so vsak dan bolj in bolj postajali sivi. Lišaji, ki so se začeli širiti po celem obrazu in po celem telesu, so določali, da so se srečali z najhujšo neozdravljivo boleznijo, ki se je imenovala gobavost. In za katero ni bilo zdravila. Vse, kar so lahko čakali, je bila samo njihova smrt. Ker je bila bolezen zelo nalezljiva, so morali zapustiti domove, svoja mesta in vasi, ter se naseliti izven mest, v zapuščene predele, jame, kamor ponavadi ni stopil nihče. Družili so se samo med seboj. Si predstavljate skupnost, kjer živijo samo na smrt bolni ljudje? Le kakšni so njihovi pogovori? Le o čem razmišljajo? Mislim si, morda so se med seboj samo pozdravljali ali mogoče primerjali. Tebi gre še danes dobro. Poglej moji roki, obe ste že polni gob. Moje meso odpada. Poglej mojo nogo. Zjutraj sem še lahko hodil, zdaj pa ne morem več. Poglej moje prste, bi rekel drugi. Še včeraj sem lahko nekaj delal z njimi in igral na piščali. Zdaj ne morem in nikoli več ne bom. Verjetno je bilo slišati njihovo stokanje, njihove bolečine, za katere ni bilo zdravil. In še globja in glasnejša globočina srca. Tista strašna, nikoli ne bo več videl moje žene, moje ljube žene. Nikoli več ne bom objel mojega otroka. Nikoli. Živeli so v špiljah in samo so mislili, kako bo dan potekal, ali bodo še preživeli ta dan. Samo si lahko zamišljam, kako je moralo smrdeti v teh špiljah, od teh bolezni in od vse nečistoče, ki je bila tam. Hude rane so bile njihovi glavni prijatelji vsak dan. Dragi moji, tudi mi se nahajamo v izolaciji. Tudi mi smo ločeni. Ne moremo reči, da zaradi iste bolezni, kot naši znanci iz te zgodbe. Ne morem reči, da se nam godi enako hudo kot njim. Vendar nam je tudi bila čez noč odvzeta svoboda. Morda nam je vzeta bila služba, morda si zaposlena v zdravstvu
in moraš živeti ločeno od svoje družine, da ne bi okužila svojih domačih. Odzeta nam je bila svoboda nakupovanja, odzeta nam je bila svoboda gibanja, druženja. Namesto tega smo sedaj v karanteni, zaprti v svoje stanovanja, v svoje hiše, domove in živimo z velikim strahom. Saj se v bolnici nahaja moja ljubljena žena, saj se nahaja mogoče moj otrok, prijatelj. Živim v strahu zaradi njih. Strah me je, ali bo zbolel moj najljubši otrok. Edini otrok, ki ga imam. Strah me je, ker ne vem, kam vse to vodi. Strah me je, ker ne vem, ali bom naslednji mesec lahko plačal račune. Strah me je, ker ne vem, ali bo nekdo od mojih najdražjih umrl. Strah me je, ker ne vem, kaj se bo jutri zgodilo z našo Slovenijo. Strah me je, strah me je. In vsem tem strahu in trpljenju nekega dne naši prijatelji iz Svetega pisma zaslišijo, da bo mimo njihovih domov, tam, kjer so prebivali, šel Jezus. Šel bo mimo njihove vasi, šel bo čez Samarijo in Galilejo. In so se odločili. Predvidevam, da so se pogovorili in so rekli, gremo mu naproti. To je naša edina šansa. Ne vemo, zakaj so se odločili. Mogoče so slišali, da je bil Božji sin. Morda so vedeli, da je ozdravil mnogo bolnih in gobavih. Karkoli že. Odpravili so se na pot, njemu na pot, naproti, da bi mogoče doživeli nekaj, kar so si samo upali misliti, kar so si samo upali pomisliti. Tudi njih ustavila mogoče gruča ljudi, ki so bili pripravljeni, da jih kamnejo, ker nihče od njih ne bi smel hoditi prosto naokoli. Vendar, kljub vsemu temu zavedanju, upali so si, drznili so si iti Jezusu naproti. In ko se je izkazala priložnost, prišli so do njega in že oddaleč zaupili in jasno zaklicali: O Jezus, učenik, usmili se nas, usmili se nas. Pravilo tistega časa je bilo, če si bil gobav, si moral že nadaleč in oddaleč upiti in opozarjati nase in na svojo bolezen, da se te drugi lahko izognejo. Nekateri so imeli na svoja oblačila celo prišite zvončke, ko so med hojo cingljali in oznanjali: tukaj so nečisti ljudje. Svojo bolezen nikakor niso mogli prekriti. Tudi danes resnosti covida ne moremo zanikati. Maske, ki jih vidimo povsod, nas nenehno opozarjajo, da smo v nevarnosti, da se približujemo morebitnim ljudem, ki imajo to bolezen, to resno bolezen, in se jih nujno moramo izogibati. Zanimivo je, da so teh 10 mož, da je poklicalo Jezusa za učitelja, da ga je imenovalo učitelj, kar je bilo v tistem času ena najbolj spoštljivih, najvišjih funkcij. Ja, Jezus je bil ne samo Jezus, on je bil učitelj, on je bil spoštovan človek, katerega so morali srečati. Verjetno so se samo tako globoko zavedali, da jim je on zmožen pomagati, da je on edini, ki jim lahko pomaga, ki jih lahko ozdravi in usliši njihove molitve. In seveda, potem, ko so zaupili, pričakovali so odgovor: pridite bliže, sedaj želim moliti za vas.
vendar so bili presenečeni nad Jezusovim odgovorom. Pojdite in pokažite se duhovnikom. Rad bi vedel, kaj so se tistega trenutka mislili naši prijatelji iz Lukovega evangelija, ko so dobili tako za njih mogoče nesmislen odgovor. Sedaj naj gremo duhovnikom? A nas Jezus ni razumel? Ali ni videl mogoče, da smo gobavi? Morda ni slišal naših prošenj? Morda ni slišal, da smo povedali, da želimo biti zdravi? Je prišlo mogoče do nesporazuma? Slišim, da se po svetu odvija veliko protestov zaradi zaustavitve življenja, protesti zaradi zapiranja podjetij, protesti zaradi zapiranja šol in drugih ustanov. Kritizirajo se vlade, nasprotuje se zakonom omejevanja, ne poštevajo se ukrepi in vpitje je po vseh ulicah o naših pravicah, o tem, da imamo pravico svobode gibanja. Ne glede, ali res je to dobro ali ne. Kot da bo vse v redu, če bomo imeli svoje pravice in kot če bomo hodili svobodno po ulicah, kot da bomo ozdraveli in na ta način prispevali, da se bo bolezen ustavila. Ja, naši znanci so kričali po ozdravljenju, a Jezus je v njih videl še večjo težavo, še večjo potrebo, kot so se je oni zavedali sami. S svojim odgovorom jih je želel spomniti. Prisluhnimo, kaj jim je Jezus odgovoril. Pojdite se pokazati duhovnikom. Zakaj je za Jezusa duhovnik bil tako pomemben, da jih pošilja k njemu? Ali so za Jezusa duhovniki še danes tako pomembni? Kaj pa za tebe? Ali za tebe je duhovnik pomemben? Kdo skrbi za tvoje duhovne potrebe? A zgodba me ne preseneča. Vse do tega, ko vidimo, kako se 10 mož brez protesta, brez ugovora obrača proč od Jezusa in gre se pokazati duhovniku. Kakšna poslušnost, kakšna vera. Verovali so Jezusovim besedam, ne glede na to, da so bile mogoče čudne za njih, da niso jih razumeli, mogoče kot da so bile povzete iz konteksta, njihovega konteksta, kot da niso bile v skladu z njihovo potrebo ter z njihovo prošnjo. Šli so, enostavno šli so in poslušali so, kar jim je bilo povedano. Gremo se pokazati duhovniku. In kaj se je zgodilo? Sveto pismo pravi, da že med potjo so bili očiščeni. Prav vseh 10 mož je bilo očiščenih. Kar predstavljam si, kako so hitro hodili, ko so med potjo hodili in pogledovali drug drugega, naenkrat se je mogoče prvi oglasil: pa ti nimaš več gob na svojem nosu. Pa drugi je mogoče rekel: ne vidim tudi več tvoje palice, ki jo potrebuješ, kaj ti hodiš čisto drugače. Glej, tvoj obraz je popolnoma drugačen. Za trenutek so mogoče utihnili, začeli so se ogledovati, začeli so pregledovati svoje roke, svoje noge, svoje telo. In naenkrat je eden začel poplesavati, drugi tudi. Začel se je smeh, začelo se je veselje, objemanje in ne vem kaj še. Seveda, to nepopisno veselje, ki jih je prevzelo, jih ni ustavilo, da se niso šli pokazati duhovniku. Saj je bil duhovnik v tistem času kot zdravnik ali sodnik, ki je edini imel pravico,
razglasiti njihovega zdravja od gob. Kakšen konec zgodbe. Čeprav še pravzaprav ni konec. Da, zgodil se je čudež. Ljudje so bili ozdravljeni. Hodili so, ali ne samo fizično, temveč hodili so tudi duhovno. Imeli so vero, preden se je zgodil čudež. Kajti brez vere se ne more zgoditi čudež. Ne vemo, kaj se bo spremenilo, kdaj se bodo spremenile naše okoliščine. Ali eno vemo, ali imamo vero, ali imamo upanje, da se bodo spremenile. Ne vemo seveda, koliko časa jih bomo še imeli. Ne vemo, koliko časa bo še pandemija. Ne vemo, koliko časa bo šolanje nadaljavo. Ne vemo, ali bomo imeli službo ali ne. Ne vemo, ali bomo zboleli ali ne. Ne vemo, kdaj se bodo sprostili ukrepi. Ali eno vemo. Ni nam potrebno živeti v strahu. Ni nam potrebno živeti v obupu, v negotovosti. Danes lahko izberemo, enako kot so naši prijatelji izbrali vero. Vero, da ko Jezus reče, se to treba verovati. Se tega treba držati. To treba izbrati in to treba narediti. Danes kličem tebe in sebe. Izberiva vero. Izberiva vero, da bo še vse v redu. Zamenjajmo strah za vero. Zamenjajmo zaskrbljenost za vero. Zamenjajmo negotovost za vero. Zamenjajmo nemir za vero. Zamenjajmo za ta mir, ki nam ga daje Jezus. Verujmo vanj in jutrišnji dan bo lepši. Si mislite, kaj se je zgodilo prijateljem, ko so se vrnili na svoje domove, k svojim domačim? Si lahko mislite, ko so potrkali na vrata, ko je nekdo prišel odpreti in ko je zagledal obraz? Pa to je naš oči, pa to je moj mož, pa to je moj prijatelj, pa to je moj brat. Kakšna izkoriščena priložnost. Kakšen med bi rekli. Samo zato, ker so verovali, ker so se odločili za vero. Niso ugovarjali. Enostavno so odšli, da se pokažejo duhovnikom. Ali mogoče ti veš, kaj se lahko zgodi v tvojem življenju, če se odločiš za vero? Če dovoliš, da v tvoje srce pride vera, ta radikalna vera, ta vera, ki premika hribe, ki premika gore, ki premika vse, lahko premakne vse v tvojem življenju. Dragi moj prijatelj, če kaj ti potrebuješ danes, potem potrebuješ vero. Vem, da potrebuješ, da se ustavi bolezen. Vem, da potrebuješ mogoče službo, da potrebuješ boljše ukrepe. Ali predvsem vem, da potrebuješ vero. Vero v Jezusa, ki te lahko popolnoma spremeni in ki spremeni tvoje okoliščine. Zakaj to govorim? Ker je takrat in danes podobna situacija. Pravzaprav ista situacija. Greh je takrat in še vedno danes je najbolj kužna bolezen, ki prizadene vsakega človeka. Sveto pismo pravi vsako osebo na tem svetu. Ali je tvoj greh že pozdravil Jezus? Vabim te, da zdaj prideš k Jezusu v molitvi in veri in te bo sprejel. Oprav bo tvoj greh in te odrešil. Sveto pismo pravi, da je plačilo za greh smrt. Milostni dar pa je večno življenje v Jezusu Kristusu. To beremo v Rimljanom 6:23. Zato da tudi ti potrebuješ duhovnika.
Tudi ti potrebuješ nekoga, ki ti bo razložil pot odrešenja, pot do osvobajanja od grehov. Edino svoboda od grehov ti bo dala potrebni mir v duši. Večno upanje na boljši jutri. Zagotovilo, da obstaja drugi svet, v katerega te danes kliče Jezus, ki je sam rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. To beremo v Evangeliju po Janezu 14:6. Dragi moji, zunaj Jezusa ne moreš najti ne poti, ne resnice, ne življenja. Z veseljem ti želim danes pomagati. Želim ti razložiti to pomembno resnico, ki te lahko spremeni in ki lahko spremeni tvoje življenje. Lahko me pokličeš. Slišali smo, da je bilo 10 mož. 10 mož je fizično bilo ozdravljenih. Ali eden med njimi je bil ozdravljen fizično in duhovno. Zakaj? Zato pismo pravi, da se je samo eden od njih vrnil k Jezusu in da je ta eden padel na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval, ter z močnim glasom začel slaviti Boga. In tu je šele zaključek zgodbe. Ko se nas Jezus resnično dotakne, oziroma ko nas pozdravi, to v nas povzroči veliko radost, ki se spremeni v hvaležnost in čaščenje Boga. Dragi moji, brez hvaležnosti se ne da častiti Boga. Še vedno ostaneš zazrt vase, še vedno ostaneš v svojem egoizmu, v svojih potrebah nespremenjen. Zato moraš priti k Jezusu. Moraš mu povedati, da želiš biti zdrav. In ko doživiš ta dotik Jezusov, potem se bo hvaležnost naselila tudi v tvoje življenje in on ti bo dal svobodo. Mogoče jo še nisi doživel, zdaj je pravi trenutek. Hvala Jezus za tvoj dotik vsakega srca, vsake duše, ki te danes potrebuje. V tvojem imenu. Amen. Čudovita pridiga. 10 mož, 10 ozdravljenih mož. Eden med njimi je doživel tudi ozdravitev svojega srca. In kako se je to videlo? Tako, da je njegovo srce imelo veliko potrebo po tem, da počasti svojega Boga, da počasti tega Jezusa, ki je usmiljeno pogledal na njega. Ne vem, koliko nas danes gleda to popoldne, to pridigo in program, ampak me še bolj zanima, koliko izmed nas je danes doživelo to hvaležnost in v kolikih srcih je danes prišlo do te želje, da počastimo Jezusa. Ali se je Božja beseda dotaknila tudi tebe tako, da si pripravljen danes častiti kot še nikoli? Zakaj? Res je, nimaš gobo, nisi bolan, ampak si bil v veliki nevarnosti zaradi greha. In dejstvo, da si očiščen, da si prerojen, da ti je Bog izkazal to milost, je lahko velik razlog, da danes dviguješ roke, da se zahvaljuješ Bogu za to veliko milost. Naj tvoje srce slavi, časti tega Boga, ki je vreden in ki je storil velik čudež v tvojem življenju. Zato nas vse vabim, da sedaj prisluhnemo pesmim in da zraven pojemo, da častimo in uživamo v tej Božji prisotnosti.
Da, to je dan, ki ga ustvaril je Bog. Radujem se in ga slavim. Da, to je dan, ki ga ustvaril je Bog. Radujem se in ga slavim. Da, to je dan, ki ga ustvaril je Bog. Radujem se in ga slavim. Da, to je dan, ki ga ustvaril je Bog. Radujem se in ga slavim. A Bog je pred mano, On je z menoj, On je v meni, je ljubezen mojega srca. Zaščitnik je moj, skrbi za mene. Njegova milost je čudovita vsak nov dan. Da, to je dan, ki ga ustvaril je Bog. Radujem se in ga slavim. Da, to je dan, ki ga ustvaril je Bog. Radujem se in ga slavim. Bog je pred mano, On je z menoj, On je v meni, je ljubezen mojega srca. Zaščitnik je moj, skrbi za mene. Njegova milost je čudovita vsak nov dan. Da, to je dan, ki ga ustvaril je Bog. Radujem se in ga slavim. Da, to je dan, ki ga ustvaril je Bog. Radujem se in ga slavim. Hvala ti za križ, Gospod. Hvala, ker si ceno plačal vso. Nosil si sramoto, greh, iz ljubezni prišel, naklonil milost nam. Hvala za ljubezen, hvala za prebodene roke. Krivičnost so umil z mene si, moj greh odpustil, zdaj tvoj objem poznam. Vredno jagnje je na prestol dvignjeno, na najvišje mesto kronano, z večno zmago povzdignjeno. Visok in zvišen kralj, Jezus sin Boga, dragulj nebeški žrtvovan. Vredno
vredno jagnjeje, vredno jagnjeje. Hvala ti za križ, Gospod, hvala, ker si ceno plačal so, nosil si sramoto greh, iz ljubezni prišel, naklonil milost nam. Hvala za ljubezen, hvala za prebodene roke, krivično so umil z mene si, moj greh odpustil, zdaj tvoj objem poznam. Vredno jagnjeje, na prestol dvignjeno, na najvišje mesto kronano, z večno zmago povzdignjeno. Visok in zvišen kralj, Jezus sin Boga, dragulj nebeški žrtvovan. Vredno jagnjeje, vredno jagnjeje, vredno jagnjeje, vredno jagnjeje. Čudovito slavljenje in verjamem čudovito prepevanje v vašem domu. In zdaj bi želela, da naredimo korak naprej. Bogu smo predali svoje srce in imeli smo trenutek z njim. Zdaj pa nas vabim, da imamo trenutek eden s drugim. Morda danes nismo sami, morda danes v naši dnevni sobi sedimo skupaj s svojo družino, otroci ali svojim zakoncem. Zato bi vas pozvala, da razmislimo eden o drugem. Morda, da se pogledamo in za trenutek premišljujemo o tem, kdo moj bližnji je in kaj vidim v njem, kakšno vrednost. In zakaj sem mu hvaležna? Zakaj sem ji hvaležen? Da razmišljamo morda o svoji ženi, možu, svojem otroku, svojem staršu. In medtem, ko razmišljamo, da se obrnemo eden drugemu in da rečemo morda stavek. Hej, vesel sem, da si danes tukaj z menoj. Vesela sem, ker si tako dober mož. Hvala, ker skrbiš za našo družino. Morda si danes sam, ampak to ne pomeni, da si osamljen, kajti verjamem, da imaš veliko prijateljev, prijateljic. Če ne moreš v živo danes nekomu izraziti svoje hvaležnosti, vzemi v roke svoj mobi, napiši eno sporočilo prijateljem in jim povej, kako hvaležna si za njih. Spomni se nekega dogodka, opiši ta dogodek in reci hvala. Hvala, ker si me spodbudil. Hvala ti, ker si me opomnil. Hvala ti, ker si me pomagal. Naj bo danes dan zahvaljevanja. Naj bo danes razmišljanje eden o drugem, ne toliko o sebi. In zdaj se prepustimo tej glasbi in razmišljajmo, kaj bi lahko eden drugemu povedali. In ne skoparimo s svojimi besedami. Bodimo bogati,
radodarni. I
Verjamem, da je bilo lepo slišati besede zahvale, besede hvaležnosti. Sedaj pa je pred nami še en, danes zadnji korak. Sveto pismo pravi, da Bog ljubi veselega darovalca. In jaz verjamem, da vsi danes brani skupaj smo veseli darovalci. Darovalci svojega srca, darovalci svojih besed, ampak Bog zahteva od nas še eno akcijo. Sveto pismo govori, da smo tudi darežljivi, da darujemo, da odpiramo svoje roke. In ko razmišljamo o tej Božji dobroti, ki je tako veliko storila za nas, ne moremo, da tudi mi ne bi z veliko radostjo dali Bogu. Zato bomo danes pristopili tudi s svojimi žrtvami, darovi finančnimi ali morda z miloščino. Ne vem, kaj se boste odločili. Ampak želela bi, da med tem, ko bomo spet poslušali glasbo, razmišljamo, kakšen bi bil tisti dar, ki ga bi danes lahko namenil za Božje delo. Lahko se dogovorimo kot družina skupaj. Lahko odloči glava družine, kakorkoli. Ampak je prav, da naredite to skupaj in rečete, darovali bomo Bogu z veselim srcem, zato ker je bil v tem letu dober do nas. In ta dar enostavno daste na mizo ali v koverto, ali enostavno poveste znesek in rečete, v tem tednu ta znesek bom nakazal na žiroračun naše skupnosti. Ta denar bo uporabljen za Božje delo. Žal, brez denarja ne gre. Tako kot je včasih Bog zapovedal, da se mu prinašajo prvine, seveda je bila to živina, poljščine. Danes imamo denar, zato Bogu dajemo tudi denar. In to storimo z največjim veseljem, s hvaležnostjo v srcu. In naj nam nikoli ne bo žal, ker Božja beseda pravi, da nas bo blagoslovil. In naj bo to danes naše darovanje, praznovanje, spominjanje vseh dobrot, ki jih je Bog izkazal v tem letu. Ampak na koncu naj ne bo to samo danes. Naj bo to naš stil življenja, naj bo to naš moto v življenju. In naj bomo podobni tistemu enemu, ki mu je Bog spremenil življenje in srce. Naj bo naše srce spremenjeno. Tvoja milost me obdaja. V svojih rokah držiš, od trenutka, ko zbudim se in ko ležem spat, pojem naj o dobroti Boga. Vse moje dni ti bil si zvestni, moje dni tako bil dober si, prav vsak moj dih slavi
prav vsak moj